Lepo pozdravljeni na spletnem dogodku predstavitve romana Nazarij, ki ga je napisal nemški akademik, teolog, pisatelj in mislec Hermann Josef Zohe. Z mano sta prevajalka Majda Strašek-Janoš in pisatelj Branko Cesnik, za katerega bomo ugotovili, da si z avtorjem romana deli tako raziskovalno žilico kot željo oziroma ustvarjalnost, kar se tiče zgodovinskih romanov. Zdaj pa, da vam najprej predstavim, potem pa gremo kar na pogovor. Majda Strašek-Janoš je profesorica slovenščine in nemščine, po diplomi je bila zaposlena na srednjih šolah v Mariboru, od začetka delovanja pa na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška. Vrsto let je bila urednica in lektorica pri Slomškovi založbi v Mariboru. Po upokojitvi leta 2005 je prevedla več del, recimo dela Phila Bosmansa ter uspešnico Apostol, je tudi pisateljica, piše kratko prozo in zgodbe za otroke, bila je predsednica kulturnega društva dr. Antona Murka, urednica revije Utrinki, režiserka dramske skupine. Branko Cesnik, rojen leta 1965 na Ptuju, je tam oziroma na Hajdini na Ptuju preživel tudi otroštvo. Leta 1986 je vstopil v misijonski red klaretincev, ta ga je naslednje leto poslal na študij v Rim, po 2 letih pa v noviciat v Madrid. Leta 2003 je Branko prevzel župniji na Frankolovem in v Črešnicah, na Frankolovem je župnik še danes, hkrati pa deluje v pastoralnih in svetovalnih organih Celjske škofije ter sodeluje pri ljudskih misijonih po vsej Sloveniji. Poznamo pa ga seveda tudi kot pisca, kolumnista, blogerja in komentatorja v različnih medijih, v katerih piše o najrazličnejših verskih, filozofskih in družbeno-političnih vprašanjih. Leta 2019 pa je pri Celjski Mohorjevi družbi izšel njegov romanesni prvenec Sonce Petovione. Majda, najprej se vrniva nekaj let v preteklost, ko ste prevajali in prevedli roman Apostol. To je prejšnji roman avtorja Nazarija. Pri bralcih je bil sprejet res izjemno dobro in zanima me, kaj menite, da je temu uspehu Apostola tako pri bralcih kot pri kritikih botrovalo? Mislim, da je to predvsem živa podoba Pavlove osebnosti. Vse se zdi, kot da avtor hodi z njim po njegovih misijonskih poteh, razkriva nam ga kot gorečega misionarja, človeka akcije, dobrega prijatelja, borca za evangelij, ki sili skoraj v nevarnosti dobesedno. In jaz mislim, da nas avtor, čeprav poznamo Pavlov življenjepis dobro iz Svetega pisma, nas avtor zelo pritegne s svojimi napetim dogajanjem in pa predvsem slikovitimi opisi vsega. Bralcu pa tudi približa teologijo oziroma teološka vprašanja prve krščanske cerkve. In kdor bere roman kot vernik, mislim, da lahko najde tu kar nekaj odgovorov. Pa bi rekli, morda glede na to, recimo za Nazarija, bomo kasneje ugotavljali, da vsebuje mnoge tematike, ki jih lahko apliciramo čez celotno zgodovino krščanstva, to je ta razplanost med različnimi ločinami, na primer. Pa bi rekli, ker ste omenjali branje za vernega človeka, ampak lahko Apostol kot roman kaj ponudi tudi človeku, ki recimo ni veren, ampak bi ga bral iz tega vidika zgodovinskega romana. Kaj mislite? No, čeprav najaktualnejša je gotovo Pavlova misijonska gorečnost, ki nam zdaj manjka, ali je pa včasih sploh nimamo. Je pa še kako aktualna ta potreba po prijateljskem sodelovanju med oznanjevalci in potreba po živem občestvu. To seveda za verno bralstvo, pa nenehna njegova misel na nabirko za prijatelje v stiski, to tudi danes mislim, da je aktualno. Vsakega bralca pa lahko začudijo njegova depresivna stanja,
Pavl zapade, ko ostane sam v pravo depresijo, ko pogreša prijatelje, ko pogreša svobodo. Ne. In to je ena tema, druga pa je gotovo ta fanatičnost skrajnežev, ki se danes še vedno pojavlja v svetu tako in drugače. In njihove metode so skoraj enake, kot so še danes, samo danes so mediji, ki jih uporabljajo za hujskanje in netenje, malo drugačni. Ne? Pa človek se lahko nasmeji, da se kljub temu razvitemu svetu še danes ljudje pustijo tako nahujskati pa zapeljati, kot so se tisti neuki Galačani tam pri svetem Pavlu. Ja, to se meni zdi tudi ena izmed najpomembnejših stvari iz zgodovinskih romanih, da v bistvu skozi neko zgodovinsko prizmo ali pa zgodovinsko dogajanje še vedno nagovarjajo probleme, ki jih doživlja sodobni človek. Se mi zdi, da če zgodovinski roman izide in ni čisto nobene polemike z sodobnim svetom, da je morda to malo izgubljena priložnost. Branko, zdaj bi pa vas vprašal, ker si z Ohejem delita to izkušnjo raziskovalca, duhovnika in pisca zgodovinskih romanov. Torej bi te vprašal, kateri navdihi so vas zgodili, da ste nekako prišli do tega, da napišete svoj zgodovinski roman in seveda sedaj pišete tudi drugega, in kaj mislite, da je tisto, kar je tudi morda Zoheja pripeljalo do tega, da je iz raziskovalca in duhovnika na koncu postal tudi romanopisec. Ki pa, samo pardon, ker prekinjam, ampak ja, torej Apostol v marsičem je osnovan po resničnih dogodkih, po dopisih o tem, kar o Apostolu že vemo, ampak vseeno v vsakem romanu je treba dodati nekaj fikcije. To me zanima. Ravno pri Apostolu, ne, torej mi imamo, tisti, ki smo študirali še Novo zavezo, vemo, koliko je opravljenih študij v svetem Pavlu. To je dejansko že skoraj biblična veda zase, ne. In potem občuduješ enega pisatelja, ki se kljub temu loti. Ne? Zakaj se lahko loti? Ker roman pa ima svoje pristope, ki jih zgodovinske študije, te filološke, eksegetske študije, teološke ne morejo podati. Ne? Tiste se nekje ustavijo. Ne? Roman pa ti pričara živega človeka. Ne? Recimo, ti si ga lahko predstavljaš, ko bereš svetopismo Pavla. Ne? V romanu pa je to ti omogočeno veliko bolj, ne? To je ta spretnost romana. Ravno to, pardon, kar je prej omenjala Majda, torej ta neke pristne človeške težave ali pa težave človeka iz mesa in krvi, ne samo neke skoraj da malo mitološke figure. Ja, zato ker so pač svetopismo ni narejeno zato, da bi ljudje, ne vem, da bi ljudje tako prebili kratki čas, ampak je narejeno zaradi evangelizacije. No? In potem so kakšne stvari malo drugače povedane, ali pa malo polepšene, ali pa tudi niso dane noter, ne? So malo preskočene. Recimo pri Pavlu poglavje spora med Barnabom in Pavlom je zelo pomembno poglavje, ampak je v apostolskih delih zakrito. Ne? Jaz sem poslušal kardinala Martinija, ko se je lotil te teme in je neverjetno, kako je to, koliko lahko veliko temaš, samo iz enega takega dogodka. Ne? Ja, seveda. Zdaj, tu se pojavi v tem prostor za pisatelje. Drugega pa zelo poudarja. Ja. Ne? In torej, tu se pojavi prostor za pisatelje in je tako, tudi pri meni je bilo podobno. Zgodovinarji ti dajo namige, neke indice imajo, kdaj je krščanstvo prišlo v slovenski teritorij, približno druga polovica 2. stoletja. In da bi lahko prišlo najprej na Ptuj, torej kot prva točka, poleg Oglejskega zaledja. Potem se pa tu ustavi. Potem pa, koliko še dobiš iz Viktorina Ptujskega, malo lahko torej nekih indicov, da je krščanstvo prišlo iz vzhoda, se pravi, tu Mala Azija, Sirija, Palestina, ne? Od tega področja kaj več pa ne? In potem pa pisatelj pa ima tisto možnost, da gre preko te črte, podatkov, in da ne ruši tega, kar zgodovinopisje pove, ampak iz tega gradi zgodbo, ki je seveda domišljijska, ampak mora pa biti koliko toliko verodostojna, se pravi, da je ena izmed možnih zgodb, ki se lahko v resnici zgodile. Es ist in der Tat sogar so,
dass ich zunächst einmal angefangen habe, den zweiten Band zu schreiben. Denn ich dachte mir, dass die Kenntnis des Lebens von Paulus man eigentlich voraussetzen kann. Und dann habe ich erst, nachdem ich eigentlich den zweiten Teil, den Nazarius, fertig hatte, wahrgenommen, dass es sinnvoller wäre, noch einen Band vorwegzuschreiben über das Leben des heiligen Paulus. Deshalb habe ich zunächst einmal Nazarius geschrieben, dann den Paulus-Roman und schließlich den Nazarius-Roman auf den vorausgegangenen Paulus-Roman abgestimmt. Die Grundlage in der Realität ist eigentlich im Großen und Ganzen das, was uns überliefert ist aus den Christengemeinden nach dem Tod von Petrus und Paulus. Weitgehend sind das die Briefe und Dokumente, auch neben der Heiligen Schrift, vor allen Dingen auch sehr viel Kenntnis über die römische Geschichte, die uns nun hilft, das Ganze in das richtige Licht zu setzen. Vor allen Dingen natürlich ist die Zerstörung Jerusalems, die ja einen bedeutenden Part in dem Buch Nazarius einnimmt, sehr, sehr gut überliefert und auch historisch sehr gesichert. In zdaj, da se morda malo iz apostola pomaknemo bliže Nazarju, me zanima, če bi lahko to knjigo čisto malo postavili v kontekst. Je Nazarij kot neke vrste nadaljevanje apostola, ali je to čisto samostojna zgodba, ki si z apostolom morda deli samo neko konceptualno zasnovo, ne pa tudi zgodbe. Kako bi vi pozicionirali Nazarje? Ja, po podnaslovu sodeč, Zohemo je dal podnaslov Dedič apostola, je ta roman mirno, lahko nadaljevanje apostola. Če beremo prvi roman, Apostol, potem tudi Nazarija malo lažje razumemo, tudi kot osebnost, razvito osebnost, ki se rojeva v tistem času. Samo Zohe, mislim, da si je pustil tudi prostor, pa je Nazarija napisal kot popolnoma samostojen roman, ker kar nekajkrat posega nazaj v preteklost in nam razloži dogodke oziroma to, kar je nujno potrebno za razumevanje njegovega osrednjega lika. Tako da ena in druga možnost obstaja. Ja. Kaj pa, torej, kar je mene pri Nazariju nekako najbolj prepričalo, je res nekako prepričljiva umestitev v čas, torej v čas in prostor seveda. In me zanima čisto tako vaše osebno mnenje, ne toliko skozi Zoheja, koliko pa ta čas, zgodovinski prostor nagovarja vas. Je to nekaj, kar kot bralka sicer vas zanima, vas privlačijo zgodbe iz teh časov? Ja. Ti plastični opisi, pa predvsem živi dialogi, to je tako prepričljivo, da te kar popeljejo tisti čas, svet tega skorumpiranega Rima, pa vojaškega, gostilniškega življenja, pa tajnega dela kristjanov, potem pa sploh v drugem delu, ob porušenju Jeruzalema, pa doživljamo vso tragiko judovskega naroda. Opisi časa in prostora nas tako potegnejo samo dogajanje, da ne delujejo kot zastranitve, kot pri nekaterih piscih, ampak si naenkrat v romanu. Pa še nekaj je, pogosto govori skozi svoje osebe, torej kot osebni pripovedovalec, pogosto skozi Nazarija doživljamo okolje, dogajanje, tudi skozi Lucijo ali pa tega Avla. Tako da je glede tega Zohe tudi modernejši pripovedovalec. Več tega je sicer v Apostolu. Tam doživljamo veliko stvari skozi Pavla, tu malo manj, ampak tudi. Kako pa je bila ta prevajalska izkušnja ob srečanju z zgodovino, ker me vseeno zanima, vseeno je neka razlika med prevajanjem romana, ki se dogaja v sodobnosti, v svetu, ki nam je blizu že zdaj,
organsko, ker v njem živimo, kot pa romana, ki priča o dogodkih, ki so se zgodili 2000 let v preteklosti. Kakšna je bila prevajalska izkušnja? Antiko dokaj dobro poznam in pravzaprav so me ti opisi kar očarali. Treba pa je bilo pri prevajanju iskati veliko sopomenk, tudi v slovenščini je bilo treba kar iskati besede, nekatere celo neprevedljive ali pa tam iz nižjih pogovornih plasti, ne pri dialogih. Ampak ena sama izkušnja je iz tega slovenščina, je ravno tako bogat jezik, kot so drugi jeziki, če ne še bolj. Se absolutno strinjam, ker ravno to je tudi pomemben del Nazarija, ti jezikovni registri, torej imamo jezik, kot bi se govoril na ulici, med ljudmi, brez olepšav na nek način bi lahko rekli, ampak vseeno je avtor uspel tudi ta jezik zelo prepričljivo rekonstruirati. Ne zveni kot jezik z ulic današnjega sveta, ampak resnično iz ulic tiste dobe. Branko, mimo tega ne morem, čas prvih kristjanov, več kot očitno čas, ki vznemirja tudi vas zaradi tako Sonca Petrovione kot novih del, ki jih pričakujemo. In me zanima, kaj je tisto, kaj vas tako pri tem času prvih kristjanov tako vznemirja, da se na nek način vračate k temu. Torej, če sam pogledam svojo osebno zgodbo, kaj me je pritegnilo k prvim kristjanom, je bil v bistvu en pastoralni študij, ki sem ga opravljal v Madridu na sobotnem letu, na temo nove evangelizacije. To je pač tema aktualna zadnjih 30-40 let v cerkvi. In potem sem prebral eno knjigo o prvi evangelizaciji, se pravi, kako je bilo v antičnih časih, kako je potekala prva evangelizacija. Če govorimo o novi, moramo videti osnovne poteze te prve, od apostola naprej, in prve cerkve. In sem tisto knjigo prebral, enega španskega teologa, in sem potem videl vzorce, ki so veljavni vedno, ali pa ki bi danes morali biti spet veljavni. Recimo, en taki vzorec je bilo biti dober sosed. To je bilo pri prvih kristjanih zelo pomembno. Ali pa drugi vzorec skupaj jest. Meni se celo zdi, da so prvi kristjani, če se malo pohecam, spreobrnili rimsko cesarstvo z dobrimi večerjami. Ne toliko dobrimi v hrani, kot z dobrim vzdušjem. So po vsakem srečanju skupaj jedli. Celo na pogrebu. Na pogrebu so skupaj jedli. In tile vzorce so me pritegnili, sem se potem začel zanimati za antiko, za to prvotno cerkev. Potem sem še pa prebral istočasno tudi eno knjigo spet enega španskega zgodovinarja, ki pa je bil strokovnjak za ženska vprašanja, protagonizem žensk v antični krščanstvu. Tista knjiga je, vse sem tudi nekaj odlomke te knjige prevedel, sem jih dal celo na splet takrat. Tista knjiga me pa zelo nagovorila prav z vidika ženskega vprašanja. Krščanstvo se rodi v patriarhalni družbi, ampak v prvotnih zametkih ni tako patriarhalno kot okolica. Ženske prihajajo bolj do izraza. Šele ko se razširi drugo, tretje stoletje, potem tretje stoletje zlasti ne prije do, da se tudi krščanstvo patriarhalizira, ampak v bistvu tako kot vsa družba. In potem ene ženske figure, eni liki, eni preroški liki, tudi diakonise počasi izginejo. In me je spet zanimalo, tako da sem še iz tega vidika me pritegnila antika, kako to, da ženske lahko tako vlogo. Potem pa tisto seveda druga osebna stvar pa je itak to, da sem Ptujčan, Hajdinčan, in da sem krave dobesedno pasal tam, kjer so spodaj rimski pomniki in del Petovione, na spodnje Hajdini, in potem te to vse potegne na vrtinec in začneš kopati in raziskovati. Ja, absolutno. Vse se mi zdi, da recimo v Nazariju avtor na koncu vključi tudi nek krajši povzetek zgodovinskega ozadja za predvsem tem padcem templja v Jeruzalemu. In ko vidiš tiste fotografije porušenega zidu in to se vseeno takoj občutiš to neko živo zgodovino, ne samo zgodovino skozi učbenike. Ker beseda pripoveduje vseeno drugače kot slika, medtem ko vi pa še imate to izkušnjo, da ste te spomenike
lahko praktično zatipali. Ja, tako, no, tudi, pri nas se je reklo, ne ori pregloboko, da neš nekaj rimskega vtrofa, ne? Ja, absolutno, saj tudi jaz prihajam iz Ptuja in vem, kako je, ko se začne neka nova gradbeni načrt. Ja. Prva stvar je tesnoba, kaj vse se bo odkrilo, ko bodo enkrat začeli raziskovati, ko bodo pozemni. Skri, kar boš našel. Skri, kar boš našel, tako je. Ja. In je tudi zelo zanimivo, eno bolj priljubljenih študentskih del, oziroma dijaških del že v okolici Ptuja je ravno to, da si arheolog, da si čopičem. To je nekaj, kar smo si v času gimnazije vsi želeli. Zraven tega, da je zanimivo po svoje, da se počutiš kot Indiana Jones, je tudi pomembno zaradi tega, ker je dobro plačano. To je vsekakor bilo zanimivo. No, da nas ne zanese preveč, torej, Apostol, kot smo rekli, temelji na neki res široki zbirki zgodovinskega gradiva, torej študij, zgodovinskih knjig, konec koncev tudi drugih zgodovinskih romanov, medtem ko pri Nazarju pa imamo občutek, da čeprav je vse podkrepljeno z nekimi zgodovinskimi viri, z nekimi zgodovinskimi deli, da vseeno vstopamo v bolj nov prostor na nek način, da je tukaj pa avtor moral še več zapolniti z svojo domišljijo. In me zanima v oziru tega, Majda, ko ste vi brali in prevajali roman, ali se vam zdi zgodovinski te kraje zajeti prav tako prepričljivo kot pri Apostolov? Ja. Apostol je v bistvu biografski roman, medtem ko Nazarij pa je fiktivni roman. Glavni junak, osrednji junak je fiktivna oseba. In kljub temu se mi zdi, da so ti opisi vsega, da je tako prepričljiv, da nikakor ni črno-bel, ampak da so njegovi liki takšni, kot da zaživijo v tistem prostoru in času, če tudi so izmišljeni in z avtorjevi domišljiji nastali. Zanimivo je, da so odsev dogajanja, to je leto državljanske vojne, leto 69, najbolj kaotično leto v Rimu. In tudi njegov Nazarij je kaotična, razbita, raztresena osebnost. Ni junak, je skoraj antijunak, bi mu rekli po neki teoriji, ne? In ta kaotični junak, antijunak, doživlja še drugi razkol med kristjani, znotraj kristjana. Tako da ga Rim in pa svet krščanstva v Rimu napravijo takšnega. Poskušal je avtor kar psihološko, pa zgodovinsko, pa sociološko te svoje like utemeljiti. Jaz mislim, da tudi druge. Lucijo mogoče malo manj, Rebeka deluje zelo živo, pa tudi mnoge druge osebe. Najbolj zanimiva mi je pa podoba papeža Lina. Mislim, da je v njega projiciral osnovno misel o tem, da krščansko cerkev in pa papeže vodi Sveti Duh. Že pri papežu Linu. Tako, drugem papežu za apostolom Petrom. Res je, no pa če še za trenutek ostaneva pri protagonistu Nazarju, kar je pri meni bilo všeč pri njegovem liku, je to, da se ta začetek, morda bi lahko rekli njegove preobrazbe, ko pa vseeno iz tega antijunaštva morda se začne malo obračati k svetlobi, ne pride zaradi nekih preveč zvišenih predstav o krščanstvu ali pa čemorkoli, ampak v bistvu zaradi čisto človeške ljubezni, torej zaradi Lucije. Kako se vam je zdel ta njun odnos, oziroma ta njegova sprememba, ki jo začne počasi, seveda, čez več 100 strani doživljati zaradi človeške ljubezni, ker meni se je zdela zelo dobro vpletena in tudi nekako nagovarja k tistemu, da je v srčju te njegove vere, te njegove krščanske vere vseeno ljubezen. Ja, ta osrednji lik je res razbit. Pisatelj ga spremlja vse, prikaže nam njegov izvor v Galileji, njegovo prezgodaj zrelo otroštvo v Rimu, ko je moral že kot otrok sodelovati. Potem tisto njegovo prekletstvo, ki ga vrže v
vojaščino oziroma prej to gostilniško življenje, potem vojaško življenje. Vse to tako zapleta njegovo življenje, da se njegova ljubezenska zgodba razpleta skozi ves roman. In pri tem je zanimivo, da so številna navidezna ključna dogajanja, ki jih avtor tu vključi in ko hoče utemeljiti delovanje hudega duha pri njem, zaradi tega prekletstva, ki njegovo življenje tako zapletejo. Seveda se s tem zapleta čisto do konca ljubezenska zgodba romana. Mogoče malo manj prepričljiv pri Luciji, ki gre v take skrajnosti, samo tam sem pa razmišljala, sociološko jo utemeljila na ta način, da izhaja iz suženjstva. Ona je osvobojena sužnja, Nazarij je pa odraščal le malo drugačnem svetu in dobi druge osnove za življenje, če tudi potem gre. Res je. Zanimivo pot. Vse to mi je bilo všeč, ko ste omenili, da je on na nek način antijunak, ker to se res vidi, ker tudi on iz tega svojega izhodišča pravzaprav bi težko že a priori bil nek moralno neoporečen človek z neko vzvišeno držo, ker tudi kako opisuje Zuhe dogajanje na ulicah Rima in vemo, da se je Nazarij kar precej bil aktiven na ulici, se je skrival, na nek način prekupčeval z enimi in drugimi, moral je veliko lagati, ko je prevzemal tista pisma, moral lagati, ne, ni bilo to in tako dalje. Tako da je nekako razumeti to njegovo razklano osebnost, nervozno osebnost tudi, ker ni moral nekako izhajati drugače kot biti nervozen. Kaj zdaj ta Nazarij nam pove v Ja. današnjem času? Zgodovinski roman mora vedno nekaj prinesti sodobnosti in Nazarij nam v bistvu potrjuje, da se zgodovina ponavlja. Ja. Zgodovina se vedno na tak ali drugačen način ponavlja. Tu, vi ste omenili že prej razkol znotraj cerkve. Meni je zanimiv ta prostor okoli papeža Lina, dogajanje v njegovih uradih, kjer se prav tako kot naš papež Frančišek sedaj v Vatikanu mora boriti s korupcijo, še bolj s konzervativci. Potem, na primer, prvi kristjani v Rimu, ki so bili vedno dežurni krivci za vse, kar se je zgodilo skoraj, še danes so dežurni krivci v svetu, marsikje tudi pri nas. Potem je pa tu ta skrajna pokvarjenost rimskega sveta. Vse je bilo dovoljeno za borbi za prestol, to je v bistvu tudi še danes borba za stolčke. Ta pokvarjeni Rim, ta podoba me pa tako spominja na naš svet brez vrednot, na te teorije spolov pa še kaj takega. Ampak, ko ves roman preberemo, pač lahko avtorju sledimo s tem, da ko človek se stopi v zlo, pa v greh, se vedno bolj pogreza. In z tega moralnega dna je zelo, zelo težko vstati. In potem Zuhe to na lep način dokazuje, kako je tu mogoča samo ljubezen. Rešuje, kar ste rekli, samo za njo je pa treba veliko potrpeti, pa v življenju si jo zaslužiti. In mislim, da je to tudi zelo taka sodobna misel, ki ostaja za vse čase. Vsekakor je. Ich habe an dem Nazarius-Buch sehr lange gesessen. Immer wieder. Mich hat das über Jahrzehnte beschäftigt. Ich bin jetzt über 60 Jahre alt. An dem Roman selbst habe ich 12, 13 Jahre gearbeitet und währenddem immer wieder geforscht und gelesen. Es ist sehr viel Literatur, auch über die Gegebenheiten und Forschungen, was die römische Geschichte betrifft, eingegangen in dieses Buch Nazarius. Ich denke, dass dieses Buch sehr spannend ist, weil die entscheidende Frage, was passiert mit den Christen, nachdem die beiden bedeutenden charismatischen Führer,
Paulus und Petrus tot sind? Wie werden die Christen eine eigene Gemeinde? Wie treten sie aus dem Schatten des Judentums heraus? Wie sind die Christen wie muss man sich die Christen vorstellen in dieser letzten Bewegung weg vom Judentum hin zu einer eigenen Religion, die dann ja auch bald eine Weltreligion wurde? Relevant ist natürlich besonders auch das Thema, das immer so etwas mitschwingt. Wie handelt Gott in Geschichte? Gott ist ja nicht einmal durch Jesus Christus in die Welt gekommen und hat dann der Welt offenbart, was er offenbaren wollte, und nun wissen wir alles, sondern Gottes Offenbarung schreitet fort in der Tradition, in der Geschichte. Gott hat sich einmal durch Jesus Christus in die Geschichte hineingegeben, sozusagen auch in die Materie dieser Welt hineinbegeben, und das wirkt weiter. Gottes Wort ist in menschliches Wort gegeben, und aus diesen menschlichen Worten, den Briefen von Paulus und so weiter, können wir dann die Offenbarung ableiten und erkennen. Ena izmed tematik, ki je meni bila zanimiva v Nazarju, ker je tudi v vašem romanu, Branko, je ta tematika razklanosti prve cerkve, bi lahko rekli. Ker recimo v našem srednješolskem procesu, ko se učimo zgodovino, se cerkveni razkoli začnejo nekje pri reformaciji. Tam dobimo prvo informacijo, ja, morda pa ni bilo vse popolno, morda se je kdo kregal, morda je kdo bil kakšnega drugačnega mnenja. Medtem ko tiste prve cerkve pa čisto pojava, ko se učimo pri antiki, pa tudi v učbenikih, se to ne problematizira oziroma se niti ne omenja. Medtem ko tako vi kot avtor Nazarja pa temu posvetite kar nekaj časa, torej to, da krščanstvo ni moralo kar naenkrat biti stabilna religija, niso se morali kar vsi strinjati glede vsake nianse, glede vsakega tudi moralnega nauka konec koncev, že zato, ker so izhajali iz različnih okoliščin, nekateri iz poganskih religij, drugi iz judovske veroizpovedi in tako naprej. In me zanima, kako to, da ste se recimo vi kot avtor ukvarjali tudi s tem vprašanjem ne različnih religij, ampak različnih krščanskih ločin in kako se je prosto tako bilo, ne? Tako kot ste rekli, torej, krščanstvo se zelo težko nekako izoblikovalo v to enotno smer, ne? Tako da tudi pri odličnih avtorjih do leta 300 pa še kasneje najdemo verske zmote. Ne? Pri Origenu imamo versko zmoto, da bo še na koncu hudič spreobrnjen in šel v nebesa. Pri Viktorinu Ptujskem imamo versko zmoto o tisočletnem kraljestvu, ne? Na zemlji, čeprav vam to malo poduhovljeno, ampak se tudi tako dalo razumeti, v katerem bodo celo pogani služabniki kristijanov, ne? Celo tako, ne? Torej, in imamo takšne stvari, in okrog leta 200 sem takrat prebral v enem članku, okrog leta 200 recimo je bilo pol krščanstva nekako to, kar danes razumemo kot pravoverno, ne? Pol pa v iskanju. Zelo veliko je bilo vpliva gnoze, pa teh raznih duhovnosti. Recimo, zelo zanimivo je, kako se je krščanstvo bilo tudi odprto za neke nove vplive. Recimo, maniheizem se pojavi v 3. stoletju. Maniheji v Perziji, Rimsko cesarstvo potem maniheizem preganja, ker jih ima za perzijske vohune, ne? Potem, ko pa izgine nekako, v tisti izvorni obliki se pa pojavi v krščanstvu. Agustin, recimo, je bil potem manihejske smeri, ne? Ta dvodelnost sveta. Torej, šele potem, proti koncu antike, skozi te stroge koncile, ne? Nekako se ozoblikuje nauk in jezik, kako bomo veroizpoved izrazili, ne? In to je potem, in vsako nedeljo potem molimo to veroizpoved, ki je sad, recimo, teh 3-4 prvih stoletij, da smo prišli do jasne podobe in do jezika, s katerim bomo veroizpoved izražali. So pa v teh tako imenovanih ločinah ali sektah bili čudoviti ljudje. Origen še zdaj pač ni svetnik, ampak je še vedno eden največjih genijev krščanstva, ne? In
In zato sem jaz tudi v mojem romanu sem uporabil, pač sem potem poiskal, kaj pravi stroka, glede na Viktorina Tujskega, s katerimi sektami bi se on lahko soočal, in sem našel to gnostično sekto markionistov, ki zanikajo staro zavezo, ne? In ki samo Pavla priznajo za pravega apostola. Ne? Sem potem to soočanje med začetnim pravovernim krščanstvom, če tako rečemo, ne? In to skupino markionitov postavil na Ptuj v Hrapletem 200. Ne? Kar je ena izmed možnosti, da je dejansko bilo. Ne? Celo je možno zgodovinsko, da je prej prišlo nepravoverno krščanstvo v naš prostor, pa potem kasneje pravoverno. To ne bomo točno vedeli, dokler ne bomo do kakšnih zelo jasnih argumentov. Pa se je konec koncev ena izmed srži neke religiozne filozofije je izhanje konec koncev in je tudi po svoje samoumevno, da ne more kar takoj biti odgovorno, da se je dostopen, ampak skozi komunikacijo, skozi iskanje. Tudi zanimivo je, da se potem tele razne prvine antičnih ali prvotnega krščanstva, kako se potem javljajo danes, ne več sicer tako jasni obliki, ampak so prisotne. Ne? Imaš ljudi, ki bi svoje krščanstvo doživljali zelo intelektualistično, elitistično, ne, to so gnostiki. Imaš ljudi, ki bi svoje krščanstvo doživljali, ne vem, ekstatično. Ne, to so stari montanisti, ne, ki so bili ekstatiki v antičnem krščanstvu. Imaš ljudi, ki sovražijo svet. Krščanstvo razumejo kot sovraštvo sveta, bi šli za sebe, zaprli bi se neko. To so spet bili enkratiti, recimo, ne, taka skupina krščanska. Ne. Torej, miselnost teh prvotnih ločin je še, se nadaljuje, je prisotna, ampak seveda ni pa tako močna, da bi zrušila pravoverno smer, oziroma da bi v nedeljo se veroizpoved podobala. Ja, res je. Bi še kaj dodali? No, to me spomni na to skupino kristjanov v Peli, kamor pride ta naš Nazari. To so spreobrnjeni Judje. Ne? Zelo zanimivo prikaže to njihovo krščanstvo, s tem, da so v bistvu še ostali po miselnosti, pa po svojem doživljajo Judje, ki trpijo prav tako kot vsi drugi Judje v porušenem Jeruzalemu. In ne morejo dojeti tega, ker še vedno Jezus zanje samo prerok, ne pa Kristus, odrešenik, ki ga še vedno čakajo. Ne? To je, čeprav med temi je ženska, ta starejša, ta babica v Peli, ki nima niti imena, zelo lepo prikazana kot vernica, ki da Nazariju največ za njegovo usmerjenost v ljubezen. Tista njena ljubezen do sočloveka pa do Boga ga popolnoma prevzame. Tako da, ko boste bralci prišli do tega dela, boste začutili, takrat Nazarij vidi, kaj je resnična vernost. Res je, se strinjam. Zdaj pa bi, ker zdaj smo se eno bolj o teh duhovnih temah Nazarija jih nagovorili, vseeno pa ves roman ni tak, da je tudi nekega fizičnega dogajanja, skoraj bi lahko rekli kakšnih akcijskih prizorov, tudi to, kako je Rim opisan v tistem času razpadajoče, da stavbe kar razpadajo, oziroma da pač cesarji vlagajo v tiste svoje okoliše, oziroma svoje četrte, ne pa v kar celoten Rim. In jaz sem si, ko sem to prebiral, kar predstavljal neko sodobno televizijsko serijo ali pa zgodovinski film, in se mi zdi, da bi obe njegovi knjigi res prišli do izraza tudi v vizualne podobe. Me čisto tako osebno zanima, ste tudi vi kaj takega videli za tem? Ali ste bolj skeptični? Jaz sem bolj bralka. In svojo domišljijo si ustvarim film in ga skoraj ne potrebujem. Jaz mislim, da bi bil to en spektakel, ki bi mogoče zameglil tisto nit, ki jo pisatelj hoče tu doseči. In se je zgodilo to že marsikdaj, ko so snemali velike romane. Naprimer, jaz romana Vojne in mir nisem mogla gledati nobene inačice. Ko sem prebrala roman, mi je bilo dovolj. Ne? Zdaj, za bralca z manj domišljije je pa seveda film v prvem planu. Ne? Tak, da tu ste bolj skeptični kot jaz. Kaj pa vi, Branko? Ja, malo si s filmi tudi pomagaš, ne? Kot pisatelj, recimo. Jaz sem pa še bolj tista filmska generacija, ne?
In potem včasih, ko si v kreativni krizi, si kakšen filmski prizor misliš, ne? Takega, kar ima malo več akcije, kar je malo bolj barvito, ne? Malo bolj hitro, tako so filmi, ne? Tako da jaz potem tudi nisem zanikal recimo vpliv enega filma direktno, ne? V mojem romanu, to je film Izganjalec hudiča, Eksorcist iz leta 73-74. Torej, in v Soncu Petriljone se del romana dogaja na tistem mestu, kjer se ta film začne, Hatra v Iraku, ne? In tudi tisti demon, ki nastopa v tistem filmu, tudi mojem nastopa v romanu, ne? Malo tudi zaradi tega, ker veš, se zavedaš, da se ene teme so enostavno večne in se prepletajo, ne? In si lahko tudi to privoščiš. Seveda, lahko pa so tako, no, vsi ti večji zgodovinski romani, ne, se bi dalo nekaj nadaljevanke delati, ne? Ker so dovolj kompleksni, zanimivi. Tudi dosti vsebine je. Vsebine, tudi režiser lahko potem izbira scenarist, ne rabi zdaj vsega, ampak izbere, pa si naredi svojo, nič se ima to svobodo, ne. Je pa problem seveda, da so to visoki produkcijski stroški, ker je rekonstrukcija okolje in to niso poceni filmi, niso v današnjem času in potem je treba res veliko denarja imeti, da to narediš, ne, užitno za ekran. Naš roman Pod sorodnim soncem še ni zadelal. Tako, ja. In čeprav to je res škoda, da še ni, ampak no. Pod sorodnim soncem recimo bi lahko, ker je vse tisti del, ko je v naravi, ne, veliko je v naravi, ne, bi se lahko pač konjenico moraš imeti. To bi lahko iz Ptuja si izposodili. No, torej prej na začetku našega pogovora ste nekako nakazali, komu bi najbolj priporočali Apostola, zdaj pa me zanima še za Nazarija, kako pa si predstavljate ciljno publiko za Nazarija? Jaz mislim, da Nazarija bo z veseljem bral vsak bralec, ki rad bere zgodovinske romane, pa malo bolj poglobljene ljubezenske tudi. Mogoče ga bo kdo celo lažje bral kot Apostola, ker je v Apostolu le precej teh teoloških vprašanj prvega krščanstva, medtem ko Nazarij je pa malo bolj aktiven roman z ljubezensko zgodbo, ki bralca tako pritegne. Pa mogoče ta podoba obeh velikih mest, ki propadata, ne? Primerjava Rim, ki propada moralno, ki se uničuje s svojimi državljanskimi vojnami, ampak se gradi na račun osvajanja, ne? Medtem ko Jeruzalem, ki pa propade zaradi zunanjih, pa tudi zaradi notranjih vzrokov. To nam zelo lepo prikaže to, kako ta tragedija, judovska tragedija tu nastaja, vzroke fanatične. Vprašanje, kaj se je leta 70 res tam v tistem Jeruzalemu dogajajo, ampak ta slika je enkratna v Nazariju, mislim. No pa za konec ne morem da vas še enkrat ne vprašam po osebnem mnenju, torej raziskoval sem malo po internetu in nekako prišel do enega intervjuja, kjer avtor pravi, da ima od vseh romanov njemu osebno vseeno ljubši Nazarij. In me zanima, katera, mogoče tudi prevajalska izkušnja je bila vam ljubša, kateri roman vam je ljubši in če bi morda malo sklenili te občutke ob prevajanju. Ja. Avtor pravi, da so Nazarija lepše sprejeli. Seveda sprejeli so ga bralci, ker je lažje malo, ne. Jaz sem veliko, ne lažje, težje sicer prevajala Apostola, ker je jezikovno zahtevnejši, ampak mene je Apostol bolj prevzel. Ta življenjepis Pavlov je tu tako človeško prikazan, da te kar prevzame. Tako da sem morala včasih se prav zavestno sama sebe prepričati, to je roman, to ni resničen Pavl, ne. Tako je zaživel pred menoj, tako da sem Pavla res, prvič sem pa tudi njegovo teologijo malo bolj se poglobila, zato mogoče pa, ker je bil moj prvi res daljši roman, ki sem ga prevedla, ne. Ampak kljub vsemu, ne, četudi je to roman, Pavl je zame tako resnična osebnost, ker je resnično velika osebnost našega krščanstva. Tako da naj bo roman gor ali dol, meni je Pavla približal bolj kot vse drugo.
Branko, morda še vi sklepni komentar, ki je pa vaše srce. No, bi spet ptujsko rekel, torej nazadnje se dogaja v tistem obdobju, ko je tudi prvič omenjen Ptuj, leto 96, 69 je mitično leto za Ptuj, ker je takrat bilo torej, razglašen cesar Vespasijan na Ptuju, so ga razglasili in potem so seveda ga ustoličili v Rimu. In je to obdobje pomembno za Ptuj in nazadnje dejansko prikaže, bolj z krščanskega zornega kota, prikaže, kaj se je takrat dogajalo. Hočem reči, Ptujčani se zelo poudarjajo ravno to letnico in smo predlani praznovali tudi 1950-letnico omembe Ptuja. No, jaz bi se vam obema zahvalil za tale pogovor, za sodelovanje, Majda, hvala za prevod. Branko, hvala, da si se odzval na vabilo in prišel malo poklepetati o temah, ki so ti pač zelo blizu, tako kot človeku, kot pisatelju. Ich schreibe aber gerade ein Fachbuch zu dem Themenumfeld, das im Nazarius-Roman eine bedeutende Rolle spielt. Was ist genau geschehen auf der Seite der Römer? Was ist genau geschehen im Judentum? Wie hat sich im Detail das Christentum nun als eigenständige Religion herausentwickelt? Meine Idee war, dieses jetzige Fachbuch zu schreiben, um die Leser, die leider den Nazarius-Roman nicht lesen, nun auf dem Wege eines Fachbuches zu erreichen. Aber vielleicht, weil dieses Fachbuch ja etwas umfassender ist als ein Roman, haben auch daran später die slowenischen Leser eine Freude. Ich selbst würde mich darüber sehr freuen. Ich danke Ihnen sehr herzlich.